Evo, še tretja naloga, zadnja v drugem delu poklicne mature 2019, spomladanski rok. Da boste vedeli, kje smo, ne? Zato to govorim, to nesmisel. Racionalna funkcija, to bi pa gotovo zbrala, ker so mi najbolj povšeči. Evo ga. Dana je racionalna funkcija x na kvadrat minus 4, polomljeno z 9 minus x na kvadrat. Izračunajte ničli, pola in začetno vrednost. Zapišite enačbo vodoravne asimtote in narišite graf funkcije f. Ok. Ničle. Ničle, smo rekli, pri racionalni funkciji so tam, kjer je števec enako nič. To se lepo razstavi, x minus 2, x plus 2 je nič, torej prva ničla enako 2 in druga je enako minus 2. Za vsak slučaj, da ne bi izgubljali točk, lahko rečemo ničla 1 je 2 nič in ničla 2 je v minus 2 nič. Obe ničli se pojavita enkrat, zato sta lihi. Potem imamo poli. Poli so tam, kjer je imenovalec nič, 9x minus x na kvadrat nič. To lahko razstavimo. 3 minus x, 3 plus x. 3 plus x, ne, je nič in dobimo dve ničli. x1 je 3, dva pola. x2 je minus 3. Oba sta liha. Potem rabimo začetna vrednost. Rečemo, x je nič in izračunamo f od nič. To je nič na kvadrat minus 4, polomljeno z 9 minus nič na kvadrat. To je zdaj minus 4, polomljeno z 9. Ok. Točka A je potem nič 4 devetine. Zdaj pa vodoravna asimptota. Pa delimo števec z imenovalcem. X na kvadrat minus 4 deljeno z. Pri deljenju moramo imeti pa po vrsti člene. Tu pa je številka 9 minus x na kvadrat. To je zdaj taka mala drobna fora, ampak nič se ne skrbite. 9 minus x na kvadrat samo drugače zločite. Minus x na kvadrat plus 9, ne. Samo obrnila sem ta dva člena in dobimo tukaj minus x na kvadrat plus 9. Za deljenje smo zdaj pripravljeni in delimo x na kvadrat deljeno z minus x na kvadrat. Je minus 1. Ostanek nas niti ne zanima in dobimo vodoravna asimptota je minus 1. In dajmo to zdaj narisati. Najprej orišimo ničle. Ničle so na minus 2 pa 2. To so ničle. Potem imamo pol. Pol je na minus 3 pa na 3. Takle. Se veste, ne, to so črtkane črte, jaz jih kasneje delam, zato da so ravne. In pa še eno imamo, in sicer vodoravno asimptoto na y je minus 1. Tudi ta je črtkana. To smo zdaj vse upoštevali. Zdaj pa dajmo še tole začetno vrednost na minus 4 devetine, se pravi točka A bo pa nekje tule, malo nad pol. Takle, točka A. Še eno stvar smo pozabili, no, jaz ne, vi ste verjetno naredili, predznak. Mi smo delali s predznakom, lahko pa kar direktno vrišete noter tisti, ki ste bolj vešči. Predznak izgleda tako, da si vrišemo pole in vrišemo si ničle. Potem označimo gor, ali so lihi ali so sodi. Zdaj pa nekje je treba začeti.
In tale točka nam pove, da je nad ničlo -4/9. To pomeni, da je nad ničlo negativen predznak. V lihih, ničlah in polih se spremeni, v sodih ostane enako. Se pravi, minus čez liho plus, spet to je zdaj plus plus, gremo čez liho minus. Minus minus, gremo čez liho plus, plus plus, gremo čez liho minus. Plus pomeni nad x osjo, to pa minus pa pod x osjo. Se pravi, zdaj bom pa z rdečo vrisala noter funkcijo. Začnete nekje, kjer že poznate, recimo tule v dvojki. Desno od minus dvojke je minus, torej gremo pod x os, čez točko A do naslednje ničle. Desno od te ničle je plus, gremo gor, tik ob asimptotah in tako. Prestopimo pol in desno od pola smo dol v minusu, pod x osjo in gremo ob asimptoti desno. Levo od minus 2 je plus, torej gremo gor. Prestopimo x os in levo od pola smo spet pod x osjo, gremo pa, v bistvu pada funkcija tukaj, ne? In to je to. Ok, ta je za 7 točk. Zdaj pa še, ali točka T 6 minus 9 osmin leži na grafu. Če leži, potem bo vrednost funkcije v točki 6 prišli minus 9 osmin. Kako zračunamo vrednost? Vstavimo noter v funkcijo. 6 na kvadrat minus 4, ulomljeno z 9 minus 6 na kvadrat. Ok, si še ne pišem po glavi, v redu, potem pa še imamo nekaj prostora. Imamo zdaj 36 minus 4, ulomljeno z 9 minus 36, to je zdaj 32, ulomljeno z minus 27, ne? In to je minus 1 cela in no, malo je že pozna ura, bom mogla iti spat. Ja, je to 5/27. In to ni enako 1,1 osmina, ne? 9 osmin. To ni enako 9 osmin. Ne leži. To je bila zdaj ta matura, tole bi si jaz gotovo zbrala racionalno funkcijo, ker mi je všeč, definitivno mi je všeč. Drugače pa saj veste, veliko je treba vaditi, pa vam bo že šlo, nič panike. Mislim, da je matematika zelo poštena. Toliko boste vložili, toliko boste dobili. Konec te mature. Jej. Aja, ne. Poglejmo še rezultate. Takole. Rezultati so pa tule. Vidite ničle, to ste že dobili 1 točko, 1 točka začetna vrednost, 1 točka vodoravna asimptota, 1 točka skiciran graf, 3 točke. Zdaj, če bi slučajno pri vodoravni asimptoti kaj zamočili, še vseeno lahko dobite množico točk tukaj, ne? In pa tukajle je minus 32/27 in ne leži na grafu, ne? In če ste reševali dobro, dobite skupno število točk 70. Mislim, da je tam tudi 65 zelo vrhunski rezultat še, ne? 60 je pa še tudi verjetno odličen. Ok, želim vam srečno, zdaj pa res končujem. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.